Informacija ali podatek že od nekdaj predstavlja dragocenost. V dobi informacijske tehnologije je dostopnost do informacij praktično neprecenljiva. To še posebej velja za senzorne invalide. Oviranje dostopnosti do informacij jih že v osnovi ovira pri izobraževanju, osebnostni rasti in, nenazadnje, pri izpopolnjevanju nadarjenosti ter zasledovanju svojih ciljev. Senzorni invalidi so v veliki meri odvisni od tehnoloških prilagoditev, ki jim jih omogočajo državni ali zasebni ponudniki informacijskih storitev. Vse te storitve pa so že skoraj povsem odvisne od interneta. Zadnja v vrsti prilagoditev prek avdiovizualnih medijev je hibridna televizija. Tu gre za zdaj že povsem običajne televizijske sprejemnike, ki imajo vgrajeno programsko opremo, prek katere lahko izbiramo določene prilagoditve. Najprej lahko prilagodimo vmesnik, daljinec za govorne ukaze v nam razumljivem jeziku. Ali pa vmesnik prilagodimo nam razumljivim podnapisom in več. Za predvajane vsebine lahko izberemo, na primer, dodatne podnapise v različnih jezikih, sinhronizirani govor v izbranem jeziku in podobno. To, kar si želimo, je, da bi nove tehnologije, predvsem hibridna televizija, omogočale, da bi si ob običajnem predvajanju nekega programa uporabnik sam vključil ali izključil funkcijo, ki jo potrebuje, bodisi podnapis oziroma znakovni jezik kot dodaten tonski kanal. In predvsem to je tisto, kar računam, da bi v prihodnjem letu uvajali. Seveda je pa druga plat ta, kako te vsebine nastajajo. Predvsem pri branju podnapisov računamo, da bo ta avtomatski govorec, ki je bil zdaj izdelan in ki se ga trenutno preizkuša, da bo dovolj kakovosten, da bi ga lahko v prihodnjem letu implementirali. Seveda pa računamo tudi, da bi čim prej štartal tudi razvoj generiranja teksta iz slišanega govora, kar pa mislim, da je ta trenutek še žal na začetkih. Uporaba storitev hibridne televizije zahteva nakup tako imenovanega pametnega televizorja. To lahko pomeni dodaten strošek. Še posebej za tiste, ki imajo povsem delujoč novodobni LCD televizor. Kako torej do želenih vsebin brez dodatnih stroškov ob nakupu pametnega televizorja? Pri televizorjih, ki ne dajo možnosti dodatnega tonskega kanala ali pa dodatne slike v sliki, ki bi vse to omogočalo, ali podnapisu, seveda te nove funkcionalnosti ne bodo možne. Tukaj se lahko potem seveda poslužujejo ponudbe, ki jo shranimo v naš spletni arhiv. Pogovarjamo se o tem, da bi pripravili tudi posebno aplikacijo, ki bi črpala iz našega portala dostopno.si vse tiste oddaje, ki so že prilagojene in ki bi na zelo enostaven način, tako kot naša aplikacija RTV 4D danes ponuja običajne vsebine, da bi tudi prilagojene vsebine bile na zelo enostaven način dostopne za vse tiste, ki bi jih potrebovali. Danes preko interneta, jutri pa preko hibridne televizije. V prihodnosti se bodo naše dejavnosti na področju dostopnosti še okrepile. Načrtujemo namreč izkoriščati nove tehnologije, kot so sinteza govora za branje podnapisov ter razpoznava govora za kakovostno podnaslavljanje oddaj v živo, pa seveda tudi nove možnosti za dostop do teh storitev preko hibridne televizije. A se tega ne da storiti čez noč. Zato trenutno še ne moramo zelo natančno napovedati, kdaj bodo nove tehnologije dejansko zaživele. Pri nas je RTV Slovenija vodilni medij za prilagajanje medijskih vsebin senzornim invalidom, ni pa edini. Spletna TV že vrsto let skrbi za informiranje gluhih prek svojega spletnega portala www.zveza-gns.si. Spletna TV sledi sodobnim smernicam in se jim poskuša prilagajati v okviru svojih zmožnosti.
Pri tem upošteva tudi usmeritve našega nacionalnega medija, ki priznava, da je prilagojena dostopnost do informacij za senzorne invalide odvisna tudi od sodelovanja s ponudniki interneta in internetne televizije oziroma IPTV-ja. To, da naše storitve pridejo do končnih uporabnikov, ki se v Sloveniji že okoli 90% poslužujejo kabelske in IP televizije, moramo seveda dogovarjati s kabelskimi in IP operaterji, ker si sami tega ne moremo dostavljati sicer našim uporabnikom. Tako da tukaj sodelovanje je in tudi v bodoče bo. Od informacijskih oziroma informativnih programov, izobraževalnih programov, televizijskih postaj nimam kaj dosti zaradi tega, ker je cel kup vložkov v tujejezičnem govoru in ti nam niso dostopni. To se pravi, da potem bomo lahko se izobraževali, izpopolnjevali, bomo enakopravni, enakovredni državljani, ko zdaj nismo. Se pravi, materialno gledano mi nimamo enakih pravic do, torej človekovih pravic do vsebin, do informacij, do svobodne izbire informacij in novic. Predvsem lahko televizijo gledamo prek interneta in prek vseh teh aplikacij, ki so na voljo že danes. Naš cilj pa je kot sveta, da naučimo uporabljati to tehnologijo na širšem nivoju. Skratka, da bi vsi invalidi dobili informacijo, kako uporabljati to tehnologijo, da jih naučiti z izobraževalnimi delavnicami to uporabljati in pravzaprav pokazati, kako se to počne. Začetek 21. stoletja ponuja številne tehnološke izboljšave. Žal je resnica takšna, da za pripadnike starejše generacije izboljšave, ki jih prinaša tehnologija, ne bodo imele posebnega učinka. Razveseljivo pa je dejstvo, da je pred prihodnjimi generacijami tehnološki napredek, ki jih bo na področju gluhote skorajda izenačil s slišečimi. Več o tem pa v prihodnjem prispevku s področja tehnologije.